poročilo, ki ga je parlament pripravil tistega dva odbora in sem se poročeval s zasedbe te krajine, ki je odbora za ženske enako spolov in na drugi strani pač naš odbor za poslovanje in socialne zadeve. To je Evropsko poročilo v skupni akciji na točki oskrbe. Tega poročila po mojem nikoli ne bi prišlo, če se pandemija ne bi zgodila, če ne bi bili koliko smo odvisni tega po tej strani. Tako da poročilo skuša biti celovito, vključevati in ima za sabo po glasovanju na treh odborih solidno večino, vključno z Evropsko ljudsko stranko, z ostali tisto, kar se pa je pojavilo pred glasovanjem alternativne resolucije, ki je dala EKR, to je poljski tisk in ženske spet postavljene nazaj za številnik, in vse tisto, kar je progresivno, nekako skuša zanimati. Zakaj se zadeva tukaj ukvarja s tem, zato če sta ta dva odbora, to je logično, da področje oskrbe 75% ženske. Neurejeno, pogoj dela, delovskih migranti, vse živo je pravzaprav tisto, kar je na nek način odprto. In seveda s tem poročilom mi poskušamo, preden komisija izda svojo strategijo oskrbe, evropsko strategijo oskrbe, preden izda to poročilo, ki bo poskušalo predvsem preko priporočil sveta vplivati tako na otroško varstvo oziroma na ta del in na dolgotrajno oskrbo. Ta dva dela sta zaenkrat jasna. Poskušamo iti preko tega. Poskušamo v bistvu in obstaja neko soglasje, da ni strategija dovolj, ampak da je treba v bistvu še kaj več narediti in da je treba drugače vrednotiti to področje. In tle, ja, kar obsežno poročilo, to moram reči. Recimo sam na samem poročilu do 1054 amandmajev, ki jih je bilo treba spraviti skupaj v kompromisne amandmaje. Glasovanje potem ni bilo dolgo na odboru, ker smo uspeli toliko tega pokriti. Ampak ja, to je nekaj, kar mislim, da je pomembno. Ne zgolj zaradi tega, ker sem poročevalec, ampak zaradi tega, ker je to točka, na katere se je komisija vodila pod tistem, ko je ugotovila, da se Evropa stara. Imamo zeleno knjigo, ampak nismo pa prišli do kakve strategije glede same demografije. Zdaj pa smo se skoncentrirali v celoti na oskrbo, ampak v celotnem pomenu, torej od otroškega varstva, dolgotrajne oskrbe, vsega vmes, ljudje s posebnimi potrebami, bolni smo, vsakdo je vsaj enkrat v življenjskem ciklu, v situaciji, ko je oskrbovan. In na drugi strani v bistvu se je pa marsikdo prisiljen v to, da kot neformalni oskrbovalec skrbi za druge in celotno, da sploh lahko gospodarstvo deluje, da lahko država deluje, da lahko konec koncev tudi Evropska unija deluje in je prav, da poskušamo na tem področju nekaj le narediti, so pa sistemi zelo, zelo različni, od tega, da nimaš jasne razdelitve med zdravstvom pa socialo, kot je recimo predvedno pri nas, do marsičesa. To je ena takih zadev, ki je po mojem pomembna. In jaz bi še eno drugo izpostavil, glede na to, oziroma tisto, kar je bilo prej omenjeno, samo češko predsedovanje. Zdaj situacija je na nek način smo v pričakovanju, kaj se bo zgodilo, da smo v pričakovanju. Eno leto nazaj smo mi bili v tem pričakovanju, kaj se bo zgodilo in v bistvu tisto štrasburski obisk omogočil diplomaciji, da je lahko delala, to se ga da čisto neutralno oceniti in je marsikaj tudi lahko naredila, pač tistega, kar ni bilo politično preveč sporno ali pa kjer se politično ni skušalo zlorabljati za kakšne druge zadeve, torej lahko bi naredila še več, če bi imela več tega prostora, ampak tisto, kar je naredila, bi bilo dobro, moram priznati. In zdaj smo v podobnem položaju zdaj pred češkim predsedovanjem in zdaj sta dve zadevi, ki mene skrbita. Ena je zelo majhen poudarek na sociali, glede na to, da bomo vsi trpeli posledice, oziroma evropski državljani bodo trpeli posledice
vojne v Ukrajini, sankcij, vsega tega. V bistvu ne gre zgolj za, da ukrepamo glede rasti energentov, ampak moramo prav v tem socialnem vidiku razmišljati. Še zlasti parlament, ker ko ima enkrat volitve čez nekaj časa, če so ljudje strašno nezadovoljni, je zelo verjetno, da bodo kakšni populisti, ki so kontra Evropske unije, dobili precej več glasov tudi na evropskih volitvah, ampak to je ta, rekel, minoren razlog, ampak dejansko se je s tem vprašanjem treba ukvarjati. In drugo, kar me še bolj skrbi, je pa, dajmo tako reči, izkoriščanje neplačanega dela študentov za predsedovanje. Mislim, tako daleč gre. Evropska sredstva bo na nek način prek študentskega dela predsedovanje financirati. Ja, razumem, da je to treba, mi smo se z študentskim delom pri prvem predsedovanju veliko pomagali, ampak niso bila to evropska sredstva za začetek. Ali pa razumem, če bi jih vključil, pa še svoje zraven dodali, tako da ta položaj teh ljudi ne bi tako slab. Zdaj se nekako Čehi morajo izjasniti, kako pa kaj, in to se neformalno nekako dopušča in se nadaljuje ta praksa, ki je, ja, vsaj do mladih, po mojem, nesprejemljiva, da neplačana pripravništva in podobne zadeve res bo treba odpraviti sveta. Mi smo se enkrat tega lotili formalno, ne bom rekel, da se čisto ni česa dogaja, ampak ko se poskušamo tega vprašanja voditi tudi v Evropskem parlamentu, se zgodi, da se nič ne zgodi. Torej, da težko prideš tudi včasih do večine in da je marsikomu samoumevno, da se lahko s tem nadaljuje v imenu pridobivanja izkušenj. Ja? Torej, plačam za to, izkoriščati, se pustim za to, da pridobim izkušnje. To mislim. Ja, dober dan tudi v mojem imenu. Bom nadaljeval, ker je dr. Brglec zaključil torej o češkem predsedovanju. Gotovo bo to polno izzivov, ne samo zaradi vojne v Ukrajini, ampak predvsem zaradi napovedi o draginji, ki se nas bo najverjetneje v času češkega predsedovanja se dotaknila v bistveno starejši obliki kot v času francoskega predsedovanja. Gotovo bo to na jesen in na zimo od ključnih vprašanj, seveda v navezavi tudi za izzivi, ki smo si jih zadali v Evropskem parlamentu. To je bilo na zadnji plenarki v Strasbourgu, govorimo o pobudah okrog Fit for 55, govorimo o zelenem preboju, ter seveda o taksonomiji. Za nas bo to velik izziv ob tem glasovanju, kako se bo Evropski parlament opredelil do tega vprašanja. Seveda, zavedajoč si vse, kako nujno je potrebno dosegati cilje za 2050, tudi 2030, ampak ne smemo nikdar pozabiti, da tudi zima 2022-2023 bo velik izziv. Torej, pričakujem veliko dinamiko okrog tega vprašanja. Seveda, ko govorimo o naslednji točki, ki je bila omenjena, to je razprava o glasovanju akta o digitalnih trgih, ne pričakujemo bistvenih, bom rekel, zaostritvi. Gotovo je za nas kot Republiko Slovenijo zelo pomembno vprašanje pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo, seveda v odnosu do bolgarskih zahtev in do francoskega predloga, ki po mojem osebnem mnenju spravlja v dodatno stisko Severno Makedonijo, ki je že veliko energije vložilo začenši za spremembo lastnega imena, zato da bi se približala evropski ideji. Francoski predlog vnaša v ta dialog med Evropsko unijo in Severno Makedonijo nek element bilateralnih odnosov, ki se rešujejo v času priključevanja ene od države članice, kar gotovo ni dober obet za nadaljne reševanje vprašanj, ki se dotikajo bilateralnih odnosov na Zahodnem Balkanu, tudi vis-a-vis ambicij, da bi se ta čim prej priključil v evropski družini. Isto, kar bi morebiti lahko posebej izpostavil je, da osebno imam v prihodnem temu kar nekaj bilateralnih stikov in dogovorov. V praksi je že, da so ti večinoma upirjeni v neko nadaljno sodelovanje, ne omenim samo dve. Ena je gotovo komisarka, ki pokriva notranje zadeve, s katero se bomo sestali, ter seveda zame nekoliko tudi v luči dogodkov, ki jih bom v nadaljevanju izpostavil, zanimiv sestanek z vodjo italijanske delegacije znotraj naše skupine,
kajti sam sem svojo politično kariero gradil na bilateralnih odnosih, obmejnih vprašanjih, ne samo z Italijo, ampak z vsemi sosedami. In še posebej izpostavim včerajšnje pismo, ki smo ga prejeli sa strani Evropske komisije, in sicer kot odgovor na moje poslansko vprašanje o drugačni obravnavi čezmejnih parov, o čem govorim. Mi smo se obrnili na Evropsko komisijo zaradi suma diskriminatorne obravnave evropskih državljanov, govorimo o mešanih parih, italijansko-slovenskih. Ne boste verjeli, ugotovili smo, da v določenih okoliščinah ne eden, ne drugi ni upravičen do otroških dodatkov. Ne zgodi se velikokrat, da komisija pritrdilno odgovori poslancu in Evropska komisija je že zaprosila Italijansko republiko za odgovore in napoveduje potencialne ukrepe, vkolikor Italijanska republika ne bo prilagodila nacionalno zakonodajo tisti evropski. Tukaj govorimo o diskriminatornem početju ene države članice, kar glede na precedens in izkušnje lahko smatramo kot uspeh, da je Evropska komisija na poslansko vprašanje evropskega poslanca nemudoma sprožila vse postopke za to, da prepreči podobno obravnavo državljanov Evropske unije, kot so je deležni v tem trenutku na obmejnem pasu na področju Italije in Slovenije. Torej, o tem se bo najverjetneje v prihodnjem tednu še kar nekaj govorilo. To so tiste vprašanja, za katero želimo tudi s kolegi Italijani odpirati, kajti se neposredno tiče naših državljank in državljanov. Tukaj govorimo mogoče v širšem kontekstu za malenkosti, ki so pa za posameznika zelo pomembni. In imamo še kar nekaj tovrstnih vprašanj, ne samo v odnosu do Italijanske republike, ampak do malo vseh sosed, ko se tiče različnih obravnav Evropejk in Evropejci. In ravno ta vprašanja bomo v moji pisarni odpirali v naslednjih mesecih. Torej, za morebitna vprašanja pa seveda, kot je v navadi, sem v nadaljevanju tudi na razpolaganju. Ja, pozdrav vsem. Bom začel kar s to taksonomijo, mogoče kratka pojasnitev. V bistvu gre za dokument, ki sodi v okvir zelenega dogovora, podnebnega zakona Fit for 55 paketa in tudi te dileme, da se v Evropski uniji naredi neka klasifikacija, kaj pravzaprav so zelene tehnologije oziroma tehnologije, ki omogočajo prehod v nizkoogljično družbo in ključen pogoj tu je, da ne smejo ogrožati okolja in da tudi niso nevarne. In v Evropski uniji smo že sprejeli prvi paket, ki se nanaša tudi na številne gradbene materiale, izolacijske materiale, sonce, veter, vse te tehnologije. Zundi tega paketa se takrat predstavlja jedrska energija in plin. Posebej za jedrsko energijo sta bili narejeni še dve dodatni študiji, ki so jih naredile inštitucije Evropske unije, s katerima je bilo ugotovljeno in dokazano, da ne povzročata tega dodatnega ogrožanja niti v času obratovanja, niti odpadki, da je ta zadeva obvladljiva. Hkrati pa so tudi zdaj v tem dokumentu, tem delegiranem aktu Evropske komisije, tudi pogoji, pod kakšnimi pogoji, kaj morajo vse zagotoviti v nadaljevanju, da se te tehnologije uvrstita. Ključno pri tem je zdaj to veliko spoznanje tudi po tej agresiji Rusije, po zapiranju te pice z plinom, da enostavno smo prišli v situacijo, ko Nemčija odpira zaprte in ponovno zaganja zaprte termoelektrarne. Po podobnem ukrepih razmišljajo tudi Avstrijci, pri luči tudi Matjaž dejal, ker enostavno ne želijo tega plina, ki še pride v Evropo porabiti za proizvodnjo električne energije, ampak se želi zapolniti skladišča. Tu se mimogrede sprejel tudi ta ukrep, s katerim se želi med letošnjo leto 85% skladišč plina zapolnjenih do 1. novembra, za razliko od lanskih 35, in na ta način imeti varnejšo zimo. Pri tem ukrepu, kot sem že dejal, zdaj sta ti dve tehnologiji, tako da se lahko in plinska kot jedrska tehnologija, ki omogoča ta prehod v nizkoogljično družbo, da se v njih tudi investira, oziroma da imata na trgu, kapitalskem trgu, podobne pogoje kot ostale, ki so v tej taksonomiji. Se pravi, da je tudi obrestna mera pri komercialnih bankah ugodnejša.
Gre v bistvu za zelo politično zahteven dokument. V vseh političnih skupinah, skoraj v vseh, bi rekel, so tudi deljena mnenja. V Evropski ljudski stranki, kjer ocenjujem, da nas je približno 75% tisti, ki podpiramo to taksonomijo, so naprimer Avstrijci, ki logično so proti in podobno, tako da, kot je bilo rečeno, v sredo je to glasovanje. Bi pa tu mogoče dodal še samo to, da pojasnitev, recimo Nemčija kot država, ki je zelo veliko vlagala v obnovljive vire energije. V zadnjih 20 letih je Nemčija vložila približno 500 milijard evrov v obnovljive vire, to je 6.000 evrov na človeka in več. Približno 30-40 milijard je plačala tudi energetskim družbam, da so zaprli nuklearke. Danes pa imajo proizvodno električne energije, če gledaš na Electricity Mapu, kjer se takoče vidi, kakšna je proizvodna električna energija, takšno, da proizvajajo tam od 350 do 450 gramov CO2 pri vsaki kilovatni uri. Slovenija, ne vem, dobrih 200, Francija 80, 70, Švedska in vse ostale jedrske države bistveno manj. Tako da danes je v evropskem energetskem sistemu približno 30% nizkoogljične energije, ki je proizvedena iz jedrske. Zato računam, da bo to podprto in da na nek način tudi evropska industrija lahko zopet razmišlja o tej tehnologiji, tudi da se ta tehnologija proizvede v Evropi in da imamo na nek način varnejšo, stabilnejšo skrbo in pa tudi cenovno konkurenčnejšo. Tako da to je tema, ki bo razvajala, tudi zopet so naši maili polni teh priporočil v eno ali v drugo smer, ampak kot se že sam bom seveda poslal za to, da se veljavi, se pravi proti tej resoluciji, za katero pa morajo nasprotniki te tehnologije dobiti 353 glasov, kot je že rečeno. Ni bilo 20 držav, ki imajo 65% ljudi, kaj bi lahko na svetu zaustavili ta dokument in dokolikor ne bo te večine, je potem dokument uveljavljen. Naslednja točka, kot je bilo že rečeno, bomo obravnavali to, kar je Evropski svet pred kratkim obravnaval. Seveda so te teme Ukrajina, Moldavija, tudi Gruzija, Bosna, tiste, ki so zelo zaposlile ta svet. Zdaj to simbolno priznanje statusa kandidatke je bilo storjeno na svetu. Ko je bil pa drugi korak, da bi se pa pričel s spremembo evropske pogodbe, pa ni bilo več dogovora. In če smo zelo pošteni pa odkriti, kar mislim, da manjka v zadnjih letih, odkritosti, predvsem do držav Zahodnega Balkana, brez spremembe pogodbe jaz ne pričakujem vključitve teh držav, kajti ta zgodba o enotnem glasovanju, o vetih posameznih držav, mislim, da se s širitvijo plus 6, plus 3 nikakor ne bo zgodilo, zato je tu še dolgo pot zahtevna. Veseli me to, kar je že Matjaž pomenil, da je Bolgarija tudi pod pritiskom Borisova in pa stranke EPP-ja potem sprejela to priporočilo francosko in na nek način omogoča. Upam, da zdaj najdejo med sabo tudi dogovor med Bolgarijo in pa Severno Makedonijo. Zanimiva so ta poročila, ki jih imamo v državah Zahodnega Balkana, tako Bosno, Srbijo, Kosovo obravnavamo na tem plenarnem zasedanju. Rekel, parafraziral, na vzhodu nič novega, ne na zahodu, na vzhodu. Pravna država, medijska svoboda, dogovori, soseščini in podobno, kar je mogoče najbolj novo, se zelo opozarja Srbijo na njeno vlogo, ker pravzaprav poskuša sedeti na večjih sedežih hkrati in odkar je ta ruski sedež tako vroč, ima tudi Vučić vedno večje težave upravičevati, zakaj pravzaprav ni uvedel sankcije in zakaj v bistvu nek način je podpornik. Če ostanemo v tej naši soseščini, zelo podpiram ta napredek, ki ga je naredila Hrvaška v zadnjih letih in kot je že rečeno, mislim, da ne bo nobenih težav s potrditvijo na Evropskem parlamentu, da potrdimo to možnost, da Hrvaška prevzame z novim letom evro. Kar dobri so pa izvedeli tudi, da
bo takrat tudi sprejeta v šengensko območje z novim letom za ta carinski del letalski malce kasneje in kar mislim, da tudi za Slovenijo, predvsem, če to govorimo 1. julija, kar pomembno spoznanje, da ne bomo izgubljali denarja na bankomatih in da bomo hitreje prečkali meje čez lepo nastavi. Ena točka, ki bi še izpostavil, pa ni bilo rečeno, bomo obravnavali tudi prehransko varnost vsled ukrajinske vojne. Kot je Matjaž že dejal, tudi v Evropi bo problem na številnih področjih, ker se dogajajo te serijske podražitve od elektrike, plina, sedaj še hrana. Je pa vojna v Ukrajini povzročila to, da se je število lačnih po svetu, takšnih, ki so zelo ogroženi, zelo povečali. Ta številka je bila leta 2020 tam nekje okrog 135 milijonov in je zdaj prišla že na 345 milijonov z zelo velikim porastom na Bližnjem vzhodu in v vseh različnih delih tudi Afrike. Tako da to je eden od velikih problemov in tu se vidi tudi na nek način ranljivost tega prehranskega sistema. Evropa, hvala Bogu, ima na svojih tleh dovolj pridelane hrane, kar se lahko zahvalimo skupni kmetijski politiki, kateri letos praznujemo 60-letnico. Vpliva pa to, da če se iz takih dveh držav ne dobijo več pšenice, sončničnega olja, koruze, te velike podražitve, pšenica je iz $170 prišla na $400 in ko sem govoril z egiptovskim veleposlanikom, je enostavno pojasnil, da pri njih oni uvozijo 85% pšenice iz Ukrajine in pa iz Rusije. Država je kruh osnovno živilo in zato, da ohranijo socialni mir, država sofinancira 95% cene kruha. In jim te podražitve povzročajo velike fiskalne probleme, kajti drugače smo po državni blagajni. Tako da in tudi ta teden smo imeli z vodjem tega urada za hrano pri Združenih narodih, pri FAO pogovor in se še kulminirajo suše letošnjega leta, veliki spad tudi pri proizvodnji riža, tako da resnično je na tej prehranski varnosti treba biti zelo pazljiv in tudi Evropa bo največ morala malce pri svoji hitrosti v smer te dezinfikacije, manjše intenzivnosti kmetijstva, ker razmisliti. Grški predsednik vlade, na prejšnjem je bil kolega Plenković iz Hrvaške, zdaj je Mitsotakis, bo zanimivo, tej luči tudi zanimivo, tako kot država, ki je v COVID-u in pa že prejšnjih krizah zelo prizadeta, tudi da bo deležna zdaj velike pomoči strani načrta za okrevanje in odpornost. Kot večina mediteranskih držav, v bistvu se skozi ta ukrep zdaj, če računamo na glavo človeka, tudi do 2000 evrov Grki dobijo po človeku v teh parih letih, zelo veliko tudi Španci, nekaj manj Italijani na človeka in je v bistvu zanimivo poslušati kot ta del, kot drugi del, kjer je v bistvu dokaj uspešno zdaj upravila to vlogo varovanja evropske meje. Obravnavamo tudi to, kar se je zgodilo v Španiji oziroma na afriških tleh na področju Španije, ko je tudi ob tem stampedu, ko so na silo prestopili evropsko mejo, številni ljudje so takrat tudi umrli. Digitalni akta boste zagotovo potrjena, to je zaključek trialoga. Mogoče še izpostavim to, kar sem spremljal zdaj tudi v medijih, glede sredstev iz načrta za okrevanje za Slovenijo. Mi smo sprejeli te uredbe zelo jasno, da se je določil znesek in se tudi za prvi 2 leti izračunal, se je zato tudi porabili 70% vseh sredstev, ki so bila predvidena, s tem zelo jasnim podatkom, da se izračun ponovno naredi, ko se dejansko ugotovi, kakšni bodo ekonomski kazalci v posameznih državah. In ko mene malce preseneča, to, kar sem bral zdaj tudi v medijih, da je napihnjen proračun nam zmanjšal sredstva. In moram reči, da ko sem to bral, nič ni napihnjen proračun, ampak mislim, da moramo priznati, da se je uspešno prejšnja vlada
in Slovenci, gospodarstvo odzvali na to krizo, da smo imeli v bistvu manjši padec, kot je bil tudi načrtovan, zato so te številke zdaj takšne, pač, da nam pripada toliko sredstev manj. Ko sem pa bral te pompozne naslove, sem se pa spomnil obiska na Siciliji, kjer so nam razložili, da na Siciliji je največji praznik takrat, ko ugotovijo, da je še vedno stopnja razvoja Sicilije izpod 75%, kajti zaradi tega so deležni večjih sredstev za kohezijska sredstva. Tako da naš cilj mora biti, da bomo čim prej na 100% in še preko evropskega poprečja in tudi v času krize smo v bistvu to primerjalno gledaš statistične podatke, kar za 2-3 odstotne točke se približali v Evropske unije, tako da to je zelo jasno izračun pokazal, da bomo pač nekaj manj sredstev dobili, upam pa, da se bo gospodarska klima nadaljevala, čeprav prihajajo neki časi, ki bodo sled tudi energetske draginje, pa še kakšnih drugih razlogov, no,